Sejem IFA Mintronika kot tak, že sama beseda pove, da gre za specializirane sejme, ki so namenjeni predvsem strokovni publiki segmenta industrije. Naj si bo to zdaj avtomobilska, naj bo to farmacija, kemijska, prehrambena, lesna ali kakršnakoli druga. Kajti proizvodi in produkti ter rešitve, ki jih razstavljavci predstavljajo, so predvsem iz področja avtomatike, robotike, mehatronike, industrijske in pa profesionalne elektronike. 99 razstavljavcev je letos. Tako, ja. To je tisto, kar imamo nekje uradno tudi prijavljeno. Na tem sejmu razstavljajo na skupni površini 4000 kvadratov. Pričakujemo nekje med 2 in 2500 registriranih obiskovalcev. Mi smo do prvega dne sejma, ko smo tudi prvi kontakti v Sloveniji uvedli online registracijo, beležili preko 1400 registracij. V naslednjih dneh pa seveda tudi ostali. Letos v okviru sejma IFA Mintronika predstavljamo robote, s katerimi so tekmovali dijaki iz Srednje elektrotehnične šole iz Maribora. Z tistim skrajno levim robotom so zmagali na svetovnem prvenstvu lansko leto v Mehiki. V bistvu so bili na 3. mestu v skupni uvrstitvi. Cilj predstavitve je predstaviti nove tehnologije. Konkretno letos ne predstavljamo toliko izdelkov, kot pa tehnologije, tehnološki razvoj na tem področju, pa možnost sodelovanja med akademsko in znanstveno sfero. Kako ste zadovoljni z samim sejmskim nastopom? Danes se sejem zaključuje, je izpolnil vaše pričakovanja? Ja, sicer je bilo malo manj obiskovalcev, se mi zdi, kot lansko leto, ampak nekako se je povečala kakovost. Tako da nekako predvidevamo to zaradi tega, zaradi gospodarske situacije, da v bistvu tiste podjetja, ki dobro poslujejo, potem imajo tudi sredstva, da si lahko privoščijo, da za dan ali dva pošljajo predstavnike svoje na sejem pogledati. In tako v bistvu nekako malo več konkretnih, niti ne poslom, pa povpraševanj in pa iščemo potem konkretnejše rešitve za kakšne aplikacije.